Vaja dela mojstra, a le če mojster pridno vadi. In mladi glasbeniki zdaj že lahko skupaj s profesorji vadite v prostorih glasbenih šol, sicer večinoma le pri urah inštrumentov, nauk o glasbi pa je praviloma še vedno organiziran na daljavo. Šestošolka Olivija iz glasbene šole Franca Šturma se je po 2 mesecih včeraj prvič spet srečala s svojo učiteljico violine. Živa, Olivija. Kako si? Redo. Super. Kar tam se lepo razpakiraj. A masko si boš lahko dala dol. Ja, na šoli pač upoštevamo res zaščitne ukrepe. To pomeni nošenje mask, redno zračimo prostore, razkužujemo roke, tudi površine. Potem probamo le držati distanco, sploh tam, ko ni maska, ne, z učencem ni treba imeti mask. Če pa želijo, seveda lahko obdržijo. Učitelji se tega držimo. V bistvu največja težava je bila mogoče to, da je zmanjkovalo signala ali pa da je prekinjal. Ali pa zamik v tonu in sliki. In sem si pa res želela čim prej priti nazaj v glasbeno šolo, tako v živo. Boljši zvok je, pa tudi učiteljico vidiš v živo in je zelo lažje tudi igrati, ker vsem veš, da pač ti lahko pomaga kakšen ton, če ga ne zadaneš, pač za igrati. Ok, gremo še enkrat in kar več tona, prav? In vibrato. V živo res lahko vse. Nadaljavo, seveda intonacijo, sem slišala dobro. Dinamiko zdaj spet odvisno, kdo je kaj imel, kakšen način komunikacije. Problem je bil tudi, ker me učenci recimo med samim poučevanjem niso slišali takoj, ker je že 5 taktov naprej odigral, pa me je pogledal v kamero, jaz sem umahala in tako naprej. Učenje inštrumenta je zdaj končno lahko spet v živo, teorija oziroma nauk o glasbi in orkester pa sta še vedno nadaljavo. Me pa veseli, da so vsaj z inštrumentom lahko prišli nazaj. Inštrumenti se bodo zaključili letos brez letnih izpitov v živo. Nauk o glasbi, skupinska igra ostaja nadaljavo. Za jesen pa upamo, da gre spet vse v normalne tire. Tukaj te ne sme zmanjkati, ne?